Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro, še eno jutro gneč na cestah, sploh na avtocesti, ne? In pa jutro, ko smo se odločili, da bomo enkrat za vselej naredili konec tem razmišljanjem in debatam o tem, ali se je film Titanic prav končal ali ne. Isto delamo konec o koncu. Na nek način. Ja. Sveda vsi ti primeri oziroma 3 alternativni konci so na voljo tudi v našem podcastu, pa na naših družbenih omrežjih, če ste jih slučajno zamudili, ampak glej, mali poskus je, ni nujno, da bo uspešen, ampak še enkrat, glej. Čeprav scenarij za film, da Oceanovih 23 sp, Titanic ni slab. Ker ne, sploh ni slab. Tako da mogoče bomo dali pa pač še kako idejo. Ja. In bo še kak zanimiv spin-off. Ampak to je samo ena od stvari, ki smo jih imeli danes zjutraj. Tako da če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete to podcastu tega jutra. Sicer pa jutri zjutraj spet o 5:30. Veliko sreče, če greste čez Slovenijo po avtocesti tudi danes. Katastrofa. Kako dolgo sta se vozila včeraj? S tem, da moraš pa niti ne tako dolgo, bolj kak je tečno, ne? In vsake toliko časa. Zdaj ni bilo toliko zastojev, ampak potem so te zožitve. Zakaj naredijo 2 pasa, če je nemogoče, da sta 2 pasa? Se je to že kdaj kdo vprašal? Jaz večkrat, ker tisti drugi pas je tako ozek, da... In potem vsake toliko časa neka kamikaza prileti, po mojem zaprejo oči pa dajo gas. Ne znam si drugače predstavljati, ker to pri zdravi pameti ne moreš iti tako hitro, pa sploh ne moreš iti po enem pasu. Bog ne daj, da ima še kaki kamion ali kakega kamiona ali pa kaj ne, to je... Ne? Kamioni se tako bolj sredine že skoraj držijo. Ja, se prav, se tako brez veze. Na neki točki, ja sej, zakaj? Mislim. Ok, tam, kjer se počasi pomika morda, ampak tam proti Ljubljani to bo zdaj tudi danes in vsak dan v teh špicah, ko smo mi dva z Šalco šla včeraj dol ni bilo take gužve. Nazaj, stari moji. Pa ko bi rad čim prej prišel domov po celem dnevu, ne, zdaj še bomo priza dobro visali. Moraš, tako ti je v hecu me vprašal Šalca, zakaj nismo šla čez Brač, da bi ene girice, in pol že v naslednji sapi, zakaj nisi šel čez Beljak? Še ti hoče reči. Tako da ne, zdaj mi se lahko malo hecamo, ker je lažje, če se hecamo, to je menda jasno, in samo zato se seveda hecamo, situacija je seveda resna. In pazite nase, no, pač dajte si večji potovalni proračun, drugo vam ne preostane. Bo pa lepo, ko bo fertik. Ko tako gledaš, takrat pa bo, kdaj, 2:31, nekaj tega. Moje ni videti konca. Ne. Tako da pač srečno na poti, to ti radio bo tu s temi hudimi hiti in upam, da bomo vsaj malo naredili to potovanje. Lažje, po celi Sloveniji se slišimo na to tem, da bo jasno, da. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, danes je 15. april, čakaj zdaj bo. Bum. Pa je padel, ne? Ja. Ok, včeraj je bilo kar nekaj fuzbala, ne? Moramo maglo naglasiti. Ja. Preden se pomenimo... Kaj pa je? Ja, alergije, Ana, alergije. Ja. So včasih čudni leji. Smeš biti tezna na človeka. Moramo maglo naglasiti. Malo. Ok. Malo. Tako se je čudno. Pardon, no. Ja. Včeraj najprej povratne četrtfinalne tekme. Zelo napeto je bilo na Wanda Metropolitano, ne? Na koncu Atletico v polfinale Lige prvakov. Ja, v redu, ja. Dobro je kazalo na začetku. Ja ne, se kaj jutri bo, da pa vidva mene, ker jaz se upravičujem, ampak čeprav pri Realu ne moreš nikoli vedeti, ampak Bayern je res mašina. Letos, tako da vprašanje. Je pa res, da ima Real samo gol za ostanka, za razliko od... Ja, pa na koncu bo en penal spet podarili, pa je to, ne? No, jaz vseeno upam. Pol bo komaj izenačeno, če bo en penal. Ja, nocojšnji uspeh Bayerna, ampak ja, Barcelona je pa izpadla. Je pa to dobra stvar, zato ker je pa šel Jan Oblak dalje, ne? Ja, tako, to je A. Ja. B, Liverpool je tudi res ni imel. Ja, ne, Paris Saint-Germain je tudi bil. 2x2-0, srečno. Niso prepuščali nič na ključ. Ne, ampak veš kaj, ker vseeno, ko so šli domov, vseeno niso šli sami, ne?
kot pravi njihova pesem, You'll never walk alone. In pa seveda moramo naglasiti tudi tekmo včeraj v Kopru. 3-1, Koper je dal vse gole v bistvu, ker tudi ta od Maribora je bil v bistvu avtogol od golmana, ampak pogoji so bili, ja, zakaj že? Pogoji so bili res kar težki, ker je lilo, veš kak, luže in vse to, ampak seveda to ni izgovor za obe ekipi, je bilo enako. Moram reči, da sploh v drugem polčasu po rdečem kartonu enostavno pač ni šlo. Tudi tisti razveljavljen gol Tija Cipota, če smo realni, ne? Taki faul, recimo, če se že pogovarjamo o Španiji in Angliji, taki faul niti pri C-pionirjih mislim, da ne sodijo, ne? Kot so ga tu, ampak dobro, glej. Kaj češ, tak pa če boj za mesta, ki vodijo v Evropo v prvi ligi Telemach je zdaj odprt in izjemno zanimiv. Tu so kar 4 ekipe, ne? Imamo seveda Maribor, imamo Koper, ki ima zdaj kar prednost na drugem mestu, tu je Olimpija, malo za Mariborom, tu je tudi Bravo, ki ne zaostaja veliko, tako da bo še izjemno napeto. Do konca sezone Maribor igra tako z Olimpijo še kot z Bravom, tako da bo napeto do kraja. Oištero. Medtem ko Celje na prvem mestu seveda srečno. Tako da seveda so mnenja različna, jaz celo berem o neki dobri tekmi, da je bila včeraj. Ja, za koga, ne? Marsikateri portal je napisal, da je Maribor prvi polčas odigral dobro, tudi zadel 2 vratnici. To pa je, ja, sreče pa res ni bilo, ne. Če bi tista 2 šla not, bi to bila ena druga pesem, potem, ampak na to se ne moreš zgovarjati. Tako pa če, veš, pol vedno in zagotovo poznate ta efekt, da ste bili na tekmi, pol pa berete ali pa poslušate ali pa kaj pa se menite, pa imate občutek, da niste bili na isti tekmi. Ja, no, standardi pri ljudeh so različni. Ja. Tako da, ja. Jaz bom to bral, da je bil dober prvi Ti boš tak vzel, ne? Moramo vzeti pozitivno. Ampak samo malo, pa kaj zdaj to pomeni, da bomo nehali navijati? A seveda ne. Ja, pa seveda, da ne. Pač tak je, včasih gre dol, pol gre malo gor, pol gre spet malo dol. In samo upamo, da ko bomo prišli gor spet, da bomo tam nekaj časa ostali, ker je to standard, na katerega smo navajeni in ki si ga zaslužimo v našem mestu. Tako da, ne glede na vse, se pravim, če imaš rad, imaš rad. Maribor, šampion. Tak je. Čeprav je včasih težko, moram priznati. Fras in Medvard šel vsak dan med 12 in 4 pri nas na Totem radiju in da ne boš mislila, Ana, nisi edina, ki se zanimaš za horoskope. Ja, tudi Fras in Medvard se. 5 astroloških znamen, ki bi preživela konec sveta. Bik, Devica, Kozorog, Škorpijon in pa Oven. Tako da, bravo, Marko, Fras. Bravo. Hvala. Predstavljaj si, kako se vse začne rušiti, Fras pa po Smetanovi laufa. Tu pridite, tu imam zavetje, tu bom vas jaz rešil. Ti pa bi delal to, ne? Ne, vsi bi bili in, jaz tak ne bi preživel. Glej, rolico papirja bi imel zih. To pa bi imel, evo, in s tem bi rešil marsikatero rit. Ja. Mi bi preživeli po tej teoriji. Jaz bi s Frasom laufala po Smetanovi. Ne, jaz tudi ne, Ana, ti tudi ne. Ja, ampak če je rekel Kozorog, valjda. Je rekel Kozorog, ok, ti bi, ampak vse, hvala Bogu, veš, Igor, da nisva v tem seznamu, ker če je konec sveta, pol sveta več ni. In če ostaneš, kaj imaš in ki si... Rolico papirja, halo? Je, no. Konec sveta. Konec sveta je, konec sveta, Ana. Konec. Ja. Sik, ne? Samo očitno ne po teoriji Frasa in Medvarja. Samo Fras bi ostal na Smetanovi. Konec sveta, ampak Fras pa bi bil laufal po Smetanovi. Tudi danes ob 12. Fras in Medvard šel. Želimo dobro jutro. Kaj? Dobro jutro. Kot smo rekli, na današnji dan, leta nazaj, se je zgodil sicer en precej tragičen dogodek, ki pa je postal leta kasneje popkulturni fenomen. Najbolj zahvaljujoč režiserju Cameronu in njegovemu filmu Titanic. Ja. To je bilo, vidva se ne spomnita, ker sta bila seveda premlada, da bi to hodila v kino gledati. Eni smo hodili na lesene stole še v Kino Union. Cool.
Nikoli bil, ne? Nisi bil v Kinu Union nikoli? Ne. V dvorani Union si bil. To sem bil, ja. Okay. Dobro, no skratka, kakorkoli. In zato smo rekli, to je zagotovo tak dogodek, o katerem se je fajn pogovarjati. In bilo je milijarde debat na temo konca filma Titanic. Ko ga je da še bil plac na tistih vratih, pa zakaj ga ni gor vzela, pa sem pa tja. In 114 let se že meni o tem. Ne, v bistvu, odkar je film. No, hvala. Tako, zakaj bi se prej menili? Ja. No to. Bilo pa je pred 114 leti, ja, se je zgodilo. In zato smo mi razmislili, kaj če bi enkrat za vselej naredili konec tem debatam in pripravili 3 alternativne konce filma, ker je že to, ne, da smo tako drli gledati ta film, pa smo vedeli, kako se konča, je seveda za stroko, ne. Da se o tem malo pomeni vsakim posebej. Ampak 3 alternativne konce imamo in zato vas seveda prosimo, da potem, ko jih boste slišali, ne, da date svoj glas. V SMS-u 051 220 220, lahko pošljete samo številko, lahko pošljete konec 1, konec 2, konec 3, kateri vam je ljubši, ampak najprej moramo vsem 3 prisluhniti. Ok? Tako da, tu je prvi. 9. april 1912. Bila je tiha, temna noč, vendar ne za oceanovih 23. Čuješ, daj mi makito. Kad vozlam to te špage ali vrežem, kuj? Vreži, kuj če njemu cajtano. Daj, kdore si vzel? Daj 13 mi, daj. Mam ja na. Te pa grem jaz za kurblat, kuj gor. Pazi senzor. A kaki senzor, če je 1912? Ja, kaj se te mora? Kak pa smo jim vladijo s***le? Okay. En prvi alternativni konec, ko oceanovih 23 krade ladjo in sploh se nič ne zgodi, konec filma. Tako. Alternativni konec filma Titanic 2. 15. april 1912. Zgodaj po noči, ko speči potniki sladko sanjajo, Titanic s polno paro reže valove temnega in hladnega nočnega morja. Ledena gora! Kak me zebe? Pa tak te vam rad. Jaz te imam tudi, pa mene tudi pune zebe. Jack! Kaj? Jaz imam poden. Jaz tudi. Kaj se potem vlačeš po teh gnilih vratah? Alternativni konec 2, stopita in imata poden. Okay. In alternativni konec filma Titanic 3. 15. april 1912. Mogočen štiridimniški parnik, pri katerem sta bila 2 samo za okras, s polno paro reže valove temnega in hladnega nočnega morja. Kapitan! Kapitan! Ledena gora je spredi! Daj daljno gleda, vidim! Telo pa res! Motaj v levo! Hvala, ti veš? Ja nikaj, Matero, zato smo tu! Veš kaka p***, bi zdaj lahko bila črlo ludje, gor mi pa 2 čovna. To materno. Kero budalo je to študiralo, pa kaj ste f***ke malo pa naj gre vse skupaj. Dobre, pomiri se zdaj. Da mimo smo že, je. Ko ona dva malo pošturmata, ker dosti je plosalo. So pa mimo. Ok, alternativni konci filma Titanic, kateri bi bil boljši, dajmo enkrat za konec enkrat za vedno narediti konec tem debatam. Ja, konec 1, konec 2 ali konec 3, kaj mislite? SMS 051 220 220. Seveda bomo danes glasovali skozi ves dan, pa da enkrat za vselej rešimo te debate, ali je bil plac na vratih ali ni bil, ali kaj je in zakaj so tako končali ta film. Tako da, izvolite, 6:44 je. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Držite se v zastojih
mi smo z vami, pač se trudimo, da nam vsem skupaj malo premine, ker pač ne bo šlo hitreje in to še kar nekaj časa, tako da srečno. V našem mestu pa se bo te dni spet fajn malo ustaviti, pa seveda varno ustaviti. Dobro. In pogledati v nebo, ker so Flying Bulls spet tukaj, bodo trenirali. To so oni z onimi starimi. To so oni z onimi, ja. Ne, z onimi starimi. Ne, se to je to, oni z onimi, pika. Že nisi še končal. Veš, posod, kjerkoli se dogajajo kakšni letalski šovi ali pa večje prireditve in ko pridejo Flying Bulls, pa vsi v nezavest padajo. Mi v Mariboru smo taki, mi imamo to vsako leto. Oni z onimi, ne. Ko pridejo oni z onimi, pa ono delajo, ne. Kaj si pa hotel reči, no? S totimi starimi letali, ki so... Starimi? Ne samo starimi. Niso samo stari? Ne, niso samo stara letala. Je takih. Ampak zelo lepo ohranjeni. Tudi recimo, ja, in restaurirana in vsa čast. Tudi recimo je tudi edini helikopter, ki lahko dela akrobacije, ne? Veliko, ja, bil 105, ne, kot veš, ne. Oziroma, oni z onimi, ko delajo ono. Tak. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Torej, danes je na cestah seveda v smeri Ljubljane oziroma Primorske, če greste po avtocesti, veliko zastojev, okoli 2 uri se potuje v Ljubljano, ta trenutek je tako, Ana. Ja. In ogromno radarjev, pa tudi dobili smo to obvestilo. Klical sem samo zaradi raztrgane tovornjakove gume na raztepu Dragočova iz smeri Lenarta, da naj ljudje pazijo, ker je po celi cesti raztrožena. Najlepša hvala, tudi tam res previdno iz Lenarta proti Mariboru, ko se peljete. In apropo, ko se peljemo, ja, včeraj sva imela z Šalco en zelo zanimiv road trip. Pustimo, zdaj kaj je bilo v Kopru, pa to, ne? Pustimo. Gre se za pot, nikoli za cilj. Ja, res je, pot je ta, ki je zanimiva, pač moraš, veš, to je stari pregovor, ki še kako velja, če ti življenje vrže limone. Ne? Si naredi limonado. Res je in vse je lažje, če se ne jemlješ preveč resno. Zdaj moram samo reči, morate vedeti, vidva še nista potovala z direktorjem kam dlje. Ne. To je, jaz to ne morem verjeti. Poslušajte, zdaj tak da veš kaj on vse naredi zraven? Veste? Jaz nisem mogel verjeti. V eno sicer dela na telefonu, ne vem, iPhone z največjo baterijo, verjetno, ne, od ponudb do vsega in hkrati seveda vsake toliko samo vidiš, ko se telefon dvigne gor, prvič sem bil še presenečen, bolj pa več ne, snemamo. Jaz sem bil v bitki z cesto in zastoji in to sem ti lahko, za volanom si bil ti, ne? Ja, jaz sem bil za volanom, seveda direktor pa pač vmes vse da ni on vozil, pa še ponudb delal. Ja, recimo, še snemal. Tako da ja, in nastalo je kar nekaj taki en mali dokumentarec, kolaž, ki je že objavljen na naših družbenih omrežjih. Zelo zanimiv in zabaven. No, hvala. Ja, no, kak pa, sem kdo je bil glavni protagonist, koga je največ kazalo. Romune pa mene. Ne, ampak dobro, pustite sve. Šala. Kvalitetna, ne. Hvala Bogu, nisem jaz dosti šal govoril v teh, ne, ker bi drugače bilo to bolj. Tako da ja, vabljeni, da prisluhnete, morda dobite tudi idejo, kak si pač to potovanje in čakanje na cestah olajšate, kak si naredite to vse skupaj malo bolj znosno, v vsakem primeru pa želimo seveda varno pot. Ja. Pazite na se pa in imejte dovolj veliko varnostno razdaljo, samo da pridete, vse ostalo se bo že porihtalo in ja, če mogoče stojite, ne, pa mogoče je zdaj tudi pravi čas, da si malo ogledate ta najin road trip včeraj, pa bo mogoče malo lažje. Sma si pa med drugim včeraj na glas pela tudi to od Eve Boto, sploh tisti del o Murju. Da si? Ja. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, danes je torej sreda, 15. april, še malo pride mimo Tine. Ja, in bo to čakanje, če ste na poti proti Ljubljani, še znosnejše. Včeraj je res dvignil letvi zgodbo o enem na Finskem, ki se 2 meseca vsak večer menil sobo, dokler se nista ženi, njegova in od soseda, pogovarjali in je ona tudi rekla, če veš, da se moj že 2 meseca sobo zvečer pogovarja. Kaj ima Tine danes pripravljeno po 2 totih hodih? Ja, Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Pa brez pritiska.
Kar takoj Je gre. bila taka zgodba včeraj, veš, da danes na ložo, pritisk, tako da Ja. Šment. ment, ne. Imaš to. Imaš to, Ali Statine. kot bi rekli na Titaniku, jebe, mat. No, pip, okay. Ja, prepozno. Tu je ena kratka zgodbica, ni tako smešna, ampak mislim, nam je smešna, njemu ni bilo smešno. Ne? Dobro, take so Sicer najboljše. mladenič toži starše za 150 jurjev, jaz bi jih tudi, ker sta verjetno se staršema to zdelo smešno takrat, vem točno, kateri film sta gledala, ko sta ime? ga delala, ja. Ker sta mu dala ime Gaylord. Nehaj, Something resno. about, ne, to je Meet the Fockers, ne? Fokers, ja. Tako, Gaylord Fucker. Gaylord Fokker. Fockers. Ja, okej, dobro. Kaj si ti, no? Ti pa na Vidite, pole, ne, ker- to je pa to, ko si doma nekje daleč stran od civilizacije, tam odraščaš in narobe razumeš stvari. Jeger, ne sekiraj se, bil je moment, ko sem jaz v ete rekla Johnny Depp. Glej, veš, Saj, tako to je vse- en igralec. vse samo- zgodi. Je, samo v drugih Samo v filmih. drugih filmih, ja. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dejan, Ja, izvoli, Ana, izvoli. Ana, izvoli, ne, sem pardon. krenila tako. Ne, Eno se vredo. vprašanje še imam samo, ker sta včeraj za Šalco imela popotovanje iz Maribora proti Kopru. Čakaj, samo malo road trip podlaga, mora biti, ne, Ja. brez tega ni. No, daj. Čakaj. Ne, Jessica od Alban Brothers Band, to je, mislim, to je bolj instrumentala za govoriti o tem, kaj je bilo na cesti, verjetno ni, ne. Čakaj, samo malo, čakaj še, čakaj. Kak se vozim, kak je fajn. Nič Tako se me ne peleš na razburi. dopust, ja, ne La, la, skozi te la. zastoje. Dobro, pa glej. Ne, v glavnem, čez Slovenijo se iz Kopra proti Avstriji zdaj vozijo deli za vetrno elektrarno. Da, Ti deli so ogromni, ne? Tam 90 metrov meri en ta propeller. ja. Me zanima, če sta slučajno naletela na to na avtocesti. Hvala, da si vprašala, Ana. Ker to sem je, jaz mislim, to je včeraj bolano, imel veste, videli moment, čez normalo. Bilo je malo pred Ljubljano, Okej. kaj tam Brezovica Okay. in tema, ne, ko se peljeva nazaj. In jaz se peljem in vidim neke strukture ob cesti, ko je neki taki ful dolgi tuneli. Mislim, tako pač ful je bilo dolgo v temi, pa pač na dobro vidiš. Ja. Ful dolgo. Pa neki kamioni vmes, pa pol spet tak. In sem bil ok. Zdaj ne vem, ali sem Po tak. noči nam za hrbtom nekaj Ali se, delajo. ne to. V smislu, kaj je zdaj narobe z mano? Ali je to ono, ko greš v tunel, pa je luč na koncu? Ali sem enostavno preveč vznemirjen po tem, kaj je bilo na igrišču v Kopru? Šalca je tako gledal dol v telefon, niti mu nisem upal povedati. Ker nisem bil ziher, če prav vidim ali ne. In ko sem prišel domov, Ja. sem šel googlat, če je kdo kakega ufota ali pa kaj Res nenavadnega. gleda kot Parkiral. To je pač nenavadno na naših avtocestah danes. Ja. In sem na točno Res? to naletel. Ja, Jo, da to, vozijo te idite si lise. to pogledati, če je možno, dajte pogooglati, no, kaj vozijo čez Slovenijo. Grozno. To je 90 metrov dolga struktura na... Če mislim, Je da ful je so 4 ure rabili, da so iz Kopra spravili eno eliso, oziroma en Ja, da, ja, del to No, so skratka, samo en. to je gromozansko. Ja. Gromozansko. No, To je več kot 21 jih bojo prevozili, gor pa dol. Ja. Tako da, no, povem samo, ne. Zelo zanimivo. Ja. Meni tisti moment ni bilo, moram kar priznati. V smislu, ok, uradno je. Fertik je. Povedate ne bo, zgubo si, adijo, čau. Če vam rečem password rage, kaj si predstavljate pod tem? Password rage. Password rage, to je zdaj čist realno izraz, ki obstaja. Bom ugibal. Ugibaj. Nimam pojma, ampak Ugibaj, Jeger, ugibaj. nekdo od tebe že stotic zahteva, da spremeniš geslo, pol nekaj jeznega napišeš. Ne, ni točno to. Ampak je stanje, v katerega padeš, ko se ubadaš s tavžent gesli in potrditvami vsak dan. Okay. Poznamo to? Ana? O ja. O ja, O ja. vsi to poznamo. Seveda. Zdaj to dejansko je to postal termin oziroma dejstvo. Torej,
besnenje ob geslih, ali nekako bi to drugače prevedli v slovenščino. 200 gesel na dan vpišem tu v službi noter. Ja, pravijo, da povprečno so zaračunali v zadnjih 2 letih na vsakega uporabnika 225. Ti pravim. Gesl. Pa zdaj se nekaj prav ne spomniš, pa ne veš, kje je bila velika črka, pa kje je bila ona, pa ker si, ko si naredil geslo, to sem jaz zapomnil. Absolutno sem zapomnil. Bolj da si še večji mojster sam do sebe, ne? Ja. Ti daš podobno, samo eno črko spremeniš in pol ne veš, kje je to, pa kje je ono. Veš, kaj ti hoče povedati, ne? Ja. Jaz vem. Res pametno. Na pamet 3 ali 4 gesla, to kar za to pomembne zadeve, to te spletne trgovine, pa to pa pač daš vedno pozabljeno geslo, pa nekaj novega nastaviš, to da not priješ. Samo da se ne jeziš, ne? Samo jezice ne. Rajši daš na glas Bon Jovije. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.